pozdrav tudi z moje strani, upam, da se slišimo. Ivo Čarman. On je začel trenirati tek na smučeh leta 1976 v smučarsko-tekaškem klubu Triglav v Kranju. Leta 1977 je postal član jugoslovanske reprezentance. Med leti 1980 in 1986 se je udeležil 5 članskih svetovnih prvenstev. Postal je balkanski prvak. 22-krat je bil državni prvak in republiški prvak. Tekmoval je na tekmah svetovnega pokala, alpskega pokala in drugih mednarodnih tekmah. Leta 1988 je Ivo Čarman zaključil kariero. Postal je v bistvu poslovnež, podal se je v poslovne vode potem s svojim lastnim podjetjem Čarman Šport in nenehno ostal povezan s športom tudi z olimpijskimi. In moram še to poudariti, da še danes v bistvu Ivo deluje v teh olimpijskih krogih, nam bo malo kasneje več povedal sam, in z ženo Valerijo sta bila pa leta 2018 razglašena za osebnosti leta. Ivo, lep pozdrav, dobrodošel. Dobro večer vsem, hvala Milena. A začnemo kar na začetku? Ne bo še kar treba začeti. Ob eni priložnosti si rekel, v meni je bila velika želja po uspehu, zato sem potem z lahkoto treniral. Ivo, povej mi, ti kot otrok, a si se že takrat zanimal za šport, a si že takrat kje knjigel? Ne, ker 40 let nazaj sem se razvil v normalni delavski družini, nismo bili bogati, nismo bili revni, oče bil mizar, mama gospodinja, nisem bil pa revež, ker nikoli nisem bil strgan, nikoli umazan, nikoli lačen, pa tudi tepen nisem bil bolj toliko atomni zaslugi. Potem pa je osnovno šolo na Cvetko Golove na Trati, potem sem šel v srednjo šolo v Kranj. In že takrat je v mene tlelo nekaj, da bi se dvignil iz povprečja, da bi nekaj naredil iz sebe, da ne bi vsak dan zjutraj ob pol 6 šel v službo, po 2 nazaj, pa bi bil dneva konc, pa malo kavč, pa te stvari. Zmeraj sem to želel imel, kakšen šport, kar bil v šolo, nisem bil preveč priden in se pač odločil za šport. In prilika je nanesla, da vse v Kranju v šoli je bil enkrat en kros, tiste tekmovanje in sem gladko zmagal, sem rekel, no, to pa nekaj bo. Še en let prej sem pa v Žabnico hodil v sosednjo vas trenirati rokomet in moj delavnik se je začel tako, dopoldne v šolo, popoldne na trening v Kranj. Nazaj gredek sem s kolesom hodil, sem se še v Žabnici ustavil, da sem še trening z rokometaši naredil. In potem se je to začelo in Kordež Gašpar, ki je učil telovadbo, je rekel, ti pa boš dober za smučarja tekača. Jaz nisem pojma, kako to zgleda za alpsko smučanje, nisem bil, tudi zdaj nisem več. In sem začel hoditi na trening. V september je bil prvi klubski maraton, pravzaprav maraton 10-15 km, zame je bil takrat maraton. Štartali smo skupaj s člani in ko pridem skozi cilj, ker smo mladinci imeli malo več progo, sem mislil, da sem zašel, ker sem imel to prednost in takrat se je pol začel, takrat sem dobil tudi voljo do treninga, do vsega. Kako je pa bilo v bistvu začeti profesionalno trenirati? Ne vem, mislim, to je bilo pri meni zelo hitro, po dobre pol leta sem pravzaprav slab let, ker sem prišel v reprezentanco. Še prej se pa spominjam, kako sem v Radečah pri Kranjski gori, to dobro ve, ki je železniška proga, je bila prva tekma na smučeh in jaz sem poklan čez železniško progo, gor sem padel spodaj, pa še polk sem se dol spustil, sem padel, tako da sem bil približno 10 minut za prvim. Bila je tudi taka slaba zima kot letos in takrat smo pol imeli 3 tedne časa, da smo še trenirali in potem se mi je odprl, že takoj na državnem prvenstvu januarja sem zasedel drugo mesto in potem pa dolgo leta sem bil v špici jugoslovanskega laufa takrat in na državnih prvenstvih in pa v slovenskem prvenstvu.
Gašperja Kordeža si omenil, on je bil tvoj prvi trener. Ja. Po 2 letih dobiš novega trenerja. Potem je spomladi, ki je prišel spomladi leta 1978, je prišel ruski trener in je izbral jugoslovansko reprezentanco. Bilo nas je 12, mislim, 12 ali 14 ali 13, ne vem točno več. V vrsti smo zgolj stali in Mihajl Parjahin je kot ruski trener, ki ga je, so ga poslali, mislim, Beograd je dal potrebo po trenerju in to se je šlo prek Beograda in ta trener pride sem in po Kranjski gori pred hotelom smo stali in ti je na vrsto naredil, sem povedal, ja šel še nazaj, pa še mene zbral. In res, mislim, da sem bil ta 7. ali 8. izbran za reprezentanco in to sem bil kamen odvalil. In takrat je pa začel se to profesionalno delati, trenirati. Rekel si, da ste trenirali 2-krat dnevno, ampak ti si še več treniral. Kaj je tebe gnalo? Gnalo me je samo to želja po uspehu, želja po uveljavitvi, pa da iz sebe nekaj naredim, pa užival sem v tem. Vsake tekme sem se veselil, vsakega treninga, če je bil naporen, sem rekel, vse bo. In na pripravah, na zvezdnih pripravah, smo trenirali dopoldne gimnastika, mislim, zjutraj gimnastika, pol dopoldne trening, dopoldne še en trening, jaz sem pol včasih še zvečer potegnil, malo da sem kakšen spet sadil, kasneje vse bo. In tudi omenim lahko, da ker mes še nekajkrat čel v službo, velikrat ne, sem šel v srednišče dol, pa sem sklecen na šport, ki dela sem tile laufarske. Tako da sem bil zadovolj sam. Jaz si pa tudi telovadnica v naravi, če temu tako rečemo. Takrat nismo bili na pripravah, je pa moj poligon, kdo je iz Škofje Loke točno ve, dopoldne sem šel Crn grob, Planica, Križna gora, potem sem se spustil v dolino, napravno čez Mosta, ker ga še ni voda odnesla, potem na Rudnik in potem nazaj. Ta tura je trajala 3 do 4 ure. Mislim, in vem, da vsega sem po 3 ure prišel, ki je začel grmeti na Rudniku. Sem se tako ustrašil, kaj bo. In poldne pa spet kratek trening in pa res, takrat sem jih edinkrat od vrata slišal, ko sem v 4 lopate vzel, da sem ga v majni prbal, pri 2-3 sem se hitro delal, pa take stvari. Če sem šel čez Suršk polje na Alfa, se rekli, da nima drugega dela, skratka, pripombi bo še pa še. Ja. Zdaj, kar se tiče profesionalnega treninga, ne, kako je bilo pa z opremo, recimo? Klub, si rekel, financirajo le tekmovanja. Kaj pa smuči, vsa ostala oprema? Klub je dal smuči, čevlje, vse drugo ostalo je bilo na naših ramenih. Vem, da na prve tekme na domačem terenu, prvo leto, če nisem bil reprezentant, pa tudi drugo leto začetka, ko sem bil že reprezentant, sem imel rokavice, ki je, ne vem, ki je oče vzema, saj jih mu dala glavno oče iz službe, pa res sem rokavice, ki so bile za komunalo, za kante dvigati. Podobno sem bil tudi strpalne hlače, 3/4 sem si naštimal in smo šli prvič v Reitwinkel v Nemčijo, snegajdo meter pa pol, tako da smo se komi ven videli. In ti tekmo bilo nas je približno 90 mladincev, pristal sem na 14. mestu in takrat je bil naše funkcionarje z Ljubljane sram, ker sem tako napravljen. Popoldne sem bil že, vsi poznate, ali pa saj to dobro pozna gospoda Setnikarja, ki je bil predsednik tekaške sekcije v Ljubljani, je svoj dres dal, ker ga ni rabo, ker zvečer na sprejeme ni bil dres, je bil v obleki. In takrat sem dobil prvi dres in potem ni dobenih problemov več. In potem so se začele tekme. Doma nisem bil poražen dolga leta. V tujini sem se pa tudi vedno bolj dvigal po rezultatu. Sej, kar se rezultatov tiče, ne, jaz bi že v vodu lahko naštela še pa še, ampak nimamo toliko časa, bomo med pogovorom tiste najbolj pomembne omenili. Zdaj, prve olimpijske igre, 1980, Amerika. Povej nam jo, kako je bilo to? Prej bom še omenil svetovno prvenstvo v Kanadi, to je bil za mene z vasi, da sem se prvič peljal z avionom čez lužo, pravzaprav
In sploh se nisem prej že pelal z avionom. Mi smo prišli v Kanado, pristali smo v Montrealu in potem takrat je imela lesnic, pravzaprav Slovenija les je imel svoje predstavništvo, tam so nas povabili, si rekel, kaj bi pa dej, kaj pa v Kanadi jejo, pa kaj pijejo. Postregali so nam s pico pa z mostarsko žilavko. In potem tam smo šli še z drugim avionom v Quebec, v Mont-Saint-Anne. In vem, bilo je -25. In kar se rezultata tiče, sem bil 12, 13, tam nekje, in to je bil za tiste čase odmeven rezultat in takrat so tudi tuji opremljevalci, sem se jim pokazal v pravi luči in Adidas je bil zmerjen takoj pri meni. Fischer smuči nismo smeli imeti, ker je bil pač komanda z Beograda, samo Elan, nič drugega. Bil je -25, kot sem omenil, ljudem, ki so bil brez kape, pa ne zato, ker ne bi imel, ker so vsi, ki so pogledali tekmo, pa sem bil brez kape, rekal, ti se pa čarman brez kape. Takrat smo šli potem še naprej v skandinavsko turnejo, jaz kot mladinec, sem bil prvič in mesec, več kot mesec pa pol od doma. In tudi ta prvo dnevnico smo dobili na svetovnem prvenstvu mladinsko, mislim, da je bilo $50 kanadskih in tiste studenčke kartico sem pisal, ker ni bil prav, nik sem še jugoslovanske dinare za dolare zamenjal, vse jih oni za suvenirje imeli. Kup pa da še nekaj sem domov prinesel. Ampak vsi te uspehi so potrebovali temu, da si bil povabljen, da si se dokazal na prvih olimpijskih igrah v Ameriko. Takrat, ja. Takrat nisem nič izbirnih tekm, mislim, imeli smo izbirne tekme. Z Beograda je prišla komanda, da gre en biatlon, 2 tekača, smučarja tekača, za alpince je bilo to, kakor so jih imeli, mislim, tam ni bilo vprašanje, ali 5 ali 6 za disciplino. In jaz kot najboljši smučarski tekač v tistem času, v tistem letu, sem bil že skoraj naprej določen, ampak mogel sem samo potrditi. Đuričić Toni je bil pa drugi olimpijec, ki se je tudi kvalificiral, no, tako da so bila 2 smučarja tekača v Ameriki 1980 leta. In ko smo se nas določili v Breme, takrat se je že govorili, da bodo olimpijske igre 84 leta v Sarajevu. In slovenska industrija je že videla tržno nišo za celo Jugoslavijo in so nas lepo napravili, res smo bili res ekstremno lepo napravljeni in se podali počasi v Ameriko. Iz letališča Brnik smo leteli prvič na letališče Surčin v Beogradu in tam so nas pol pelali na olimpijski komite. Miro, ti si verjetno večkrat bil tam kot jaz sem bil samo enkrat. In spomnim se, da je bila še enkrat več pisarna kot je tole, v sredi miza in sekretarica. Tudi ni bila prav lepo vidka, tako da je pasala v ta veliko pisarno. Je rekla, što je momci, rečete, jedno kafico, da popijete. Vsak je rekel, ja, ki vsaj jaz sem bil tak, še malo zelen v tej smučarski srednji. Smo tisto kavico popili. Potem smo se počasi popoldne odpravili na letališče. Šli smo z DC-9, takrat se je šel v Ivno kadilo, da nisem z enega prekata v drugi prekat videl, tako se je kadil noter, še pšanca sem imel sabo po vse te stvari. Kot smo preživeli do Amerike, smo to preživeli. Pristajamo na Kennedyju, na letališču, potem je bilo se takole vrste postavljeno, takole smo si tu pa nov taka gužva, hitna vrst, pa so bile 2-3 ure takoj okoli, da so nam pobirali potne liste iz Jugoslavije, sicer smo imeli malo privilegije v Ameriki, vize smo takrat še imeli in bolj to formalnosti upravimo, nas peljejo na drugi konec letališča in takrat je že žal pokojni Bogdan Orčič rekel, ko smo prišli do drugega aviona, ki je imel še platnene krila, rekel, fantje, jaz vam priporočam, da date potne liste v usta med zobe, rekel, da če boste slučajno padli dol, če boste dol padli, da ga vedeli, čigavi kdo je. To je bilo tistega, to sem se tako zapomnil, kakor bi bilo včeraj. Potem postavimo v Saranac Lake, smo pristali, pridemo v olimpijsko vas, pred olimpijsko vsi smo tretja reprezentanca, ne, prve tri reprezentance, tretji smo bili v vrsti, ta prvi so bili Norvežani,
potem Švedi, potem pa mi. In to prišli smo začeli ob 10 ure, pa pol proti zjutraj smo bili na vrsti. Sam olimpijska vas, takrat je bilo ločeno ženske in moški, tako da se smo moški, mislim, tekmovalci sami med sabo družili, bili smo alpinci, skakavci, bili smo vsi v enem bloku. To je bila, mislim, bodoča kaznilnica, zaporica te notar. In tiste sobe, ki so bile noč, so bile verjetno bolj varovane, kot pa na Kopru, ki so jim šli. Bil je takle okenček, vse je takle traverza notar, prostora pa tok, dva pograda, če je en hotel sobe ven, je samo ves stopiti, ali pa on. Skratka, zelo špartansko. Ko sem videl tisto jedilnico, sem mislil, da se mi Marija prikazala, ker tam noter smo imeli od japonske hrane, celo azijsko hrano in potem evropsko hrano, z vseh držav, z vseh kontinentov, različna hrana, da je bilo vsem prilagojeno, tako da je to prvi nisem kar po 3x4 čel na dan. Potem so se približale že prve tekme. Takrat sem se prvi srečal z umetnim snegom, ker takrat je bila tudi slaba zima in so bojete sneg. V dvoranah so ga že takrat delali sneg in potem so ga navozili na proge. Bil je zelo grob. In tu so nas že takrat doma opozarjali, kaj bo, in sem vem, da sem v 14 parov smuči s sabo, pa že doma sem vedel, katere bom imel. Tudi vse druge sem testiral, pa tudi če ena malo šla po ene smuči, sem tako zaupal, da sem tudi malo čevla bolj prekraj podrsal, da je bila ja počasneje vtisati, da sem bil zadovoljen sam s sabo. Prva tekma je na 30 km, to se že tudi živo spominjam, da je vse bila noter v sobi, ki ste mu z Đuričičem Tonetom. On je bil zgori, ja kaj narediti, ti boš spodaj, jaz sem pa zgori, ki sem že član. Je štartno listo gledal mi obkrožil mene, pa in ga korejce sem čukal, kaj pa delaš? Je rekel, ja, obkrožil bom tiste, kjer bom premagal. Nisem mogel, jaz rekel, čakaj, pa se nisi prišel, to ni državno prvenstvo, to so olimpijske igre, to se mu ni dal neč dopovedal. Sama tekma je bila pol kot prva tekma na olimpijskih igrah zame, sem bil zadovoljen, sem bil, priznam. Osvojil sem 32-36 mesto z nekim zaostankom. Potem je pa že prišel druga tekma, 5 na 15 km. Tudi rezultatsko je bilo dosti v redu, bil sem na 5 mest slabši kot na 30, ampak tudi jih je precej več štartali, bili so bolj eksotiki, kot pa iz skandinavskih držav. In za 50 km preizkušen sem bil pa še premlad in med trenermi pustov. To bi bilo, kar se tekmovanja tiče v Ameriki, kar je bilo vse. Še eno vprašanje glede olimpijskih iger. Kakšna je bila pa organizacija, recimo, če primerjaš z večjimi tekmovanji, kako so Američani to speljali? Američani so tako speljali, kot potem čez 4 leta v Sarajevo. To je bilo, kot bi se v Sarajevo učili v Bosni, ali pa je obratno bolj, da se že naprej vedeli, kako v Sarajevo. Vse so sproti improvizirali, vse v zadnji trenutek, drugače. Svetovne prvenstva v Evropi, ki so bila, je bilo vse naprej, vse jasno, vse tako beli dan so včasih rekli. Tlele pa, čeprav smo prišli, se nobena stvar se ni točno vedeli, kako in kaj. Je bilo pa zanimivo še nekaj, kar se z olimpijskih iger v Ameriki zgodil, je bilo to, da so rekli že prej, mislim, smo prišli tja, da je najboljši tekmovalec je zastavonošal na zaključku. In ker so alpinci so imeli, alpski smučarji so imeli boljše rezultate kot nordici, skakavci so bili pa, prvi se bila zmeraj rivalstvo med skakavci in pa smučarji tekači. In ker skakavci so imeli vsi slabše rezultate kot jaz, ki sem bil najboljši tekač takrat in pa tudi biatlona boljši, in me je tudi doletel čas že takrat, ki se nisem prav dobro zavedel, da sem bil jaz zastavonošal na zaključku. In na koncu smo mimo voda, smo se tam najdli Erik Hajden z 8 zlatimi kolajnami in sem mislil, da bom jaz močen steg, in sem njegovega pogledal, ki je bil hitrostni drsalci, je podakljal, da se je bil kar tu spravce. Legenda smučarskega teka Juha Mieto.
on je bil kot v mladosti bil drvar, 1,90 m velik, hrust, in je za stotinko je izgubil na 30 km zlato medaljo. In on je tudi v štafetah je bil enkrat zadrgač, pa in vse kolajne imel samo zlate olimpijske. In mu je dobesedno na jok pošlo, ampak je samo klev Berkele delo, Berkele satana paska. Ne bom prevedel, ker približno vsi veste, kaj je rekel. Biljana, mislim, da smo pošli že vsaj. Še en dogodek za zaključek samih tekem v Ameriki, dolgo je na vstopenco. Ja, točno. Mi smo bili še pol en teden v Olimpijski vasi, da se vse, ker je zaključek je bil tekači, smo prej nehali s tekmovanjem, smo bili teden na razpolago in prinese je bil, mislim, da je bil trener prinese 5 vstopnic za ogled hokejske tekme, finale med Rusijo in pa Ameriko. Takrat se niso preveč marali, kakor se zdaj tudi ne. In sem rekel, zakaj bi sedel v sobi pa jedel pa v Olimpijski vasi šetal, bom šel pa tekmo gledati, ker prej nikoli nisem šel hokejske tekme gledati. Bil sem v prvi vrsti in sem tisti zgodovinsko tekmo gledal, ko so Amerikanci napravili, sploh niso bili tisti najhujši kanoni iz ameriškega hokeja, so sestavili reprezentanco, 3 leta trdo trenirali in so 4-2 do 4-3 so zmagali takrat. In to je bila tekma, da me želim ravnice ponoviti. To so nanošli, vem, tisti hokejski reprezentant Sovjetske zveze in Rusije, Karlamov, čez bando je čez padal, tako so trdo igrali. To je bilo od hokeja in po tistem tudi nisem nobenega hokeja šel več gledati, ker sem rekel, da se ne bom videl za pokvaril, kaj je ta prava tekma. Po olimpijskih igrah. Po olimpijskih igrah. Dopusta, je bilo kaj odmora? Nobenega odmora. Mi smo šli prvi, ko smo šli direktno v Sarajevo, ker je bilo državno prvenstvo, so rekli, da bo že na olimpijskih progah, samo takrat je še trava rasla, mislim pa majna bila še, smo bili na Padak 15 km, 3x10 štafete, 30 po 50 km, takrat v formi sem bil, sem vse popravil, takrat se je to v Bosni se jim je zdel, pa došel Čarman je direktno iz Amerike ovde napale in pobjedil sve. Vem, da mi na 30 km zelo slabo kazali, pa posel na 25 mu še nisem imel dosti prednosti, sploh nisem imel prednosti, na koncu zmagal je Jelovac, novinar športskih novosti, ali pa nekaj druge rekel, Čarman ne bi bil Čarman, ako ne bi iz petne žile povucal zadnje atome snage in nekaj pobjedi, suvereno pobjedil, to mi še danes v glavi do dneva. In po Sarajevu smo šli direktno na letališče, direktno še potem naprej v Skandinavijo za mesec na skandinavsko turnejo, Finska, Švedska, Norveška. Skandinavska turneja se je zavlekla skoraj do konca marca. In dan smo bili na Švedskem, drugi dan po zvečer na letališče, pa na Norveško, pa težke tekme iz štafete, 30-ka, 50-ka, tako da, ki po koncu sezone se zabolje stavljali. Ivo, dokler si nanizal že kar nekaj športnih uspehov, kako so pa recimo tvoji starši gledali na tvoje športne dosežke? Preden je prišla Valerija v moje življenje, je bil moj oče največji navijač za mene. Tata je, to bom potem povedal, kaj se je zgodil, je bil oče največji navijač. Smo prišli z olimpijade z Amerike, to je bil konc marca, šele so nam v krajevni skupnosti priredili lep sprejem, in je bil direktni gospod Sela, ki je bil takrat predsednik krajevne skupnosti, so nas lepo skromnim darilom, mislim, skoraj plaketico lepo dali, povabili, pogostili, skromno pogostili. Skratka, to mi je v glavo ostalo, vsak tak sprejem, ni bil takega sprejema, kakor zdaj, ki je na tisoče ljudi, pa da je bilo teče, pa vino v potokih, ampak tisto skromno, mislim, ampak tudi ti stane v tebi. In potem je prišla, na občino smo bili povabljeni, tudi, ker v Ameriko smo šli iz škofjeloške občine, pokojna Nuša Tome, ki je tekmovala za smučarski klub Alpetur, pokojni Jože Kurat, ki je bil moj sosed, pokojni Boris Strel, ki je tudi več med nami, pa jaz sem pa še ostal.
Zdaj, zadnja leta se v športu kar nekaj nažalost tudi govori o dopingu. Povej mi, kako je bilo pa v tistih časih? A ste se srečevali s tem? Kako je bilo v tem vrhunskem športu? Doping sem jaz prvič zasledil leta 83, da se je tam, mislim, da se je tam veliko govorilo o dopinga. Prvi so bili Italijani, ki so imeli krvni doping. Decembra so trenirali na višini 2800-3000 metrov na Dachsteinu nad Schladmingom in potem so jim kri vzeli in bolj pred tekom so jim dali svežo kri, obogateno z vsemi vitamini, mislim, z vsem, kar so še zraven dali. Doping je bil že takrat podoben zdaj, kakor so imeli denarja, tukaj bo bolj zanesljiv doping, da ga niso najdli. Dočim balkanske igre, ko so bile, spomnim se v Bolgariji, mogo si paziti, da nisi vstopil na iglo ali pa na proveto, ki je bila prazna. To niso Romuni in Bolgarija niso sploh skrivali tega, ker takole je bila Vicoša, takole zadnje je bila že vzhodna Nemčija in Nemci so imeli na višini 2500 metrov 2 olimpijska bazena, atletsko stezo s tartanom pokrito, ki jih še malo kje je bilo in pa cel komplet doktorsko ekipo z vsemi najboljšimi zdravniki od Sovjetske zveze do vzhodne Nemčije. Tako da se je tudi že takrat veliko dopingirali, samo niso jih še to najdli. Ivo, imel si pa eno zelo zanimivo izkušnjo z ruskim trenerjem, ko ste šli v Sibirijo trenirati. Ja, to je bil že takrat prvo leto, ki je bil ruski trener Porjahim, in se 79. Smo šli v Sibirijo, takore do Moskve. To je, da so takrat v reprezentanci smo bili samo tekmovalci iz Slovenije, ker so bili iz drugih republik toliko slabši, ker je pa v Beogradu spet komanda padla, da mora biti vsake republike en tekmovalec. Smo šli pač mešano, da Slovenije so bila dva, še s Črnogore je zelo prišel, ampak ti so bili bolj kot gledalci, tako da je prav veliko tekmovali niso. Sama prišli smo v Moskvo, potem smo se 2 dni z vlakom peljali v Novosibirsk, pa v Murmansk in tam je bilo državno prvenstvo, 26. aprila je bilo državno prvenstvo rusko in jih še štartali, jih je 130 štartali, 130 jih je štartali, no, in jaz se komaj 100 ujel na 30 km, pa prej so imeli še Rusi izbirne tekmovanje, kdo se bo sploh uvrstil na državno prvenstvo. In zaostanek sem imel manjši kot na olimpijskih igrah, potem in kasneje, ampak vseeno ni bilo dosti za med prvih 100 skoraj. V štafetah je štartalo 32 štafet, 4x10 km in srečo smo imeli, da nismo bili zadnji, zato ker sem imel še tako opremo, da sem imel vsi boste zastopili škoren, pa tisto zadnji in je notrino luknjo padel, tako da ga ne 5 minut ven hodil, zato smo bili pred zadnji. To je bilo v tej Sibiriji vse. Potem smo se vračali v Moskvo in mi smo šli gledati muzeje, pa katedrale, kar se nam pokazalo vse skupaj. Vem pa, da je Jeftovič iz Bosne je kupil bormašino in je dal potovalko, ki je poril. Tisto bormašino, ki je bila tako težka, po moje bila na 30 kg, sam roče sem v roko stal. Druga se pa z Rusije res ne spomnim, čeprav Valerija ima željo, da bi šel v Petersburg, pa mislim, da je bom to ustavil. Imamo še eno anekdoto na povedi, leta 81 ste šli iz Milana v Bolgarijo in tja si šel z rusko smučarsko reprezentanco. Ja, tega je bilo res veliko. Ja. Naši trenerji pa v smučarskem teku trenerji in pa funkcionarji, če bo treba v Švico, se drenjali, če bo treba v Francijo, ki so jih mogli, komaj, da bi imeli kvalifikacije. Če bo treba jeti pa iz Italije v Bolgarijo, ne, pa ne. In so rekli, Ivo, boš ti kar sam šel. Te bomo v ruski reprezentanci vključili, si v redu, bo šel z Rusi. Pridemo v Milano na letališče, zbornaja komanda cela, Evgenij Beljaj je bil takrat alfa in omega, to se ga spomne,
alfa in omega smučarskega teka v Rusiji in po svetu, dobitnih nešteto kolajn in v svetovnih prvenstvih in na olimpijadi. Tu sedimo, potegne takle nož, tukaj rezila je imel na koncu, potegne z enega ruskega časopisa za več peh, takole debo. Prven so rekli, ki so bili desetni vozovi, da so ležaje mazali s tistem. Takole odrezal, na vrh je bil že kar tak rumen, jaz pa z kmečke familije doma, vem, kakšen je bil dober špek sušen, da je bil malo pisan lepo, takole odrezal, rekel, sedi Slovane z nami pokušaj. Se sploh nisem upal reči, že ga ne bom jedel špek. Pa še ni bil vsega konc, kar se prehrane tiče, potegne ven in na vrečko, ki drži gotovo 100-krat oprane, ki volina sta vse taka drobna. In potem smo sta veliko želico jedli, kavija, rdečo, rdečko. Rekel, če njim ne škodi, tudi meni ne bo. Dobro, Ivo, nekaj sva že povedala. Nekaj sva že povedala. Še ena menjava trenerja. Jaroslav Honcev, povej, kako sta vidva sodelovala? Jaroslav Honcev, večkrat sem podaril, mi je bil kukar drugi oče. Z njemu sva se zelo dobro razumela, poznal me je v bistvu do zadnje, kot bi me prebral misli, vedno je vse vedel, kaj se z mano dogaja in z njemu sem tudi največje uspehe dosegel. Bil je psiholog, bil je profesor, bil je tekmovalec, bil je človek, kar je neveč uredno bilo in pod njegovo taktirko se je ogromno služe se tek napredov, kar je bil prej med 20-30 let v nostalgiji. Vem, sva že rekla 82-83 leta, ker potem malo je prišla spet, se prišle olimpijske igre v Sarajevo in med 80 in 84 leta, to je bilo 84 leta, pravzaprav do 88 leta so bile moje najboljša športna leta. Od obdobja 80 do 84 se je ogromno lepih stvari zgodili, pa tudi kakšna slaba. 81 leta sem se poškodoval, sem dobil prvo od napora in sem šel po 82 spomladi Kovjaku vojsko. Zdaj, da bom lepo saniral poškodbo in pridem nazaj, da spet normalno treniram, sam jaz kot jaz, nisem dolg vsaj izdržal. Vem, da v Bovcu nisem hodil na jutro telovadbo, ker sem šel spomlad, ki je bil še mrzec, da imam doktorja spričeval, da ne smem, da vežbam jutro. Zdaj se tekme za armijsko prvenstvo v Kranju, sem prišel v Kranj, sam da sem bil bliže doma, ker da sem pa zmeraj začel. 2 kroga smo laufali po 3 km, pa samo ta prvi je šel naprej na Kranj na priprave, potem na tekmo in mene je še malo bolel takole noter, po prvem krogu dam zgor del trenerke, dol roke zahlače, tako da sem 200-300 metrov fore imel na koncu, nisem šel v Kranj, potem pa v Kranju vojsko služiti, je bilo pa kukar, da sem bil res doma. Vem, da je takrat tudi Milič, ki je metal in Kuglo, je rekel, Mili, on je bil z mano po rojakih in je gledal skozi okno, sem jaz od doma prišel nazaj v kasarno in je rekel, no, šta je, momci, je footing, a? To oče je sicer rekel, da mi bo prijavil v kasarni, da sem vsak dan doma, da bom malo gor, da malo počejo od mene, ampak sem kar če so špolj, da mu pušno vsak popoldne. To je bila ena izmed privodov med 80 pa 84, druga stvar pa je bila, sem tisto Valerijo srečal tamle na morju, ki je bila ljubezen na prvi pogled in z mano je bilo konc se zaljubil, tako da smo se pol čez leto poročila. In takrat, ko sem ga spoznal, sem dobil še več volje, več zagona, več elana, več želje, da po treningu, po tekmah, ko mi sem čakal, da so tekme prišli, da sem se izkazal, malo zaradi sebe, pa še zaradi Valerija. No, in tekme so res prišle in tudi olimpijske igre v Sarajevo. Prej sta bila še 2 svetovna prvenstva v Oberstdorfu in pa v Zeefeldu. V Zeefeldu sem malo smole na 30 km, ker bil sem pripravljen dober, delan za med prvih 20, štartil sem bil zelo na koncu, da bi imel pregled med ostalimi. Samo smola je bila začela, ki je na sredi tekme začela, mislim, ko še nisem štartil, je začel rahlo snežiti, ko sem prijet štartil, pa še tisti malo pred mano, sam sem bil sami
dobri, so tako ušli, da so že spolnili s koncem skoraj cilj podoril, se je spustil. Tako tistega neč prav redne spominja Zefelda. Oberstdorf je pa normalno šel naprej. Vmes je bilo še tista, kar sva govorila. Je bil še alpski pokal, to je bil uradno evropsko prvenstvo, skupek 7-8 tekem. In prve tekme sem zmagoval, polni dvakrat sem bil tretji, četrti, skratka bil sem delan za skupno zmago in spomnim se zadnje tekme v Nemčiji, dežval, slab sneg, Elanove smuče v mokre niso nikamor šle, takrat je bil Knajz najboljša smučka za tiste razmere in vem, mogel sem zmagati, če se hotel skupno zmago doseči. In jaz do konca, kar je duša dala, 15 je bilo, in pridem skozi cilj, vse napore sem vložil in lepo se poslišal, ker smo tele, ampak meni v hlače všlo. Pridem skozi cilj, sem rekel trener, a je bilo, je rekel, ja, je šlo. Ja, pa še v hlačo sem se podelal. No, je rekel tak čarlinko, rice popere, zmaga ostane. To je bil ta moj trener, se pravim, ki mi bil kot drugi oče. Zdaj vemo, da za olimpijske igre si treniral s pljučnico. Ravno prebolel si pljučnico, kako je to izgledalo? Pred olimpijado smo ogromno trenirali, imeli smo velike apetite, ker so bili na domačem terenu, ampak to ti nič ne prenese, če nisi dobro pripravljen. Zima tudi ni bila kaj prida na Bledu in smo trenirali na Bledu na golf igrišču, jaz sem se konec novembra na Norveškem prehladu, tako da sem ta prvi prehlajen, potem še z rahlo pljučnico treniral na Bledu, potem smo šli v Sarajevo. Malo sem na bolezen pozabil, tudi sem se tukaj z tableti pozdravil in potem sem se začel olimpijske igre. Kako si pa zvedel, da boš nosil plamenico na olimpijskih igrah? Takrat sploh nisem vedel, vedel sem, da se olimpijska plemenica nosi, sam nisem pa nobenega scenarija vedel, kaj je, kako bo, nič nisem vedel, samo pol me Valerija pokliče enkrat v olimpijsko vas, ko že tam prav sem prebrala v časopisu, da boš nosil olimpijsko baklo. Kako sem rekel, kje si pa to pobrala? Prebrala sem sigurno in Valerija taka, kot jaz sem ji varil in potem sem se po svojih virih pozanimil, če je to res in sem dobil potrditev, sem upno konca, to pa nekaj bo. In potem sem me uradno obvestil, da povedal, da sem bil izbran za nosilca olimpijskega ognja, olimpijske bakle na stadionu v Sarajevu. In potem smo šli ta prvič na generalko, dol, takrat je bil prazen stadion, tam so navozili sneg, špuro potegnil bolj, kako je to povedal, kako je Pavčič delal smučarsko probo in so rekli, da zahtevali so, da sem brez palca, da samo z baklo grem, se ne, nekaj opore moram biti, ker lahko prijaz do nezgode, lahko se spotap, mislim, ker sneg je bil zelo kamen vmes, lahko cupnem in sploh nisem premišljal, da bi lahko olimpijska bakla ugasna, ampak pač zbor bo sem, da sem z eno palco letel in po eni do desni roki pa sem imel olimpijsko baklo. To je bilo na neuradnem treningu, mislim na treningu na generalki, drug dan štartali smo pod mostom, spodaj še kakšna debata, ker imel sem 6 spremljevalcev zadaj, smo mogli skupaj preteči. In to se štartamo, vmes sem enkrat nazaj pogledal, če niso vzadu stali, pa ne, da bi bil jaz tukaj hiter, da se nekaj naredil, če vse normalno in normalno grem naprej. Vidim Sandov, Ljubljovčič, umetnost Drsavka. Videla sva se poznala že par let nazaj, sva se že srečala večkrat, je bilo vse nasmejano in tudi jaz nasmejan. Prvi zato, da sem jo videl, pa da sem baklo dal lepo varno v roko, pa da ni bilo treba nič povedati. In takrat se mi pa zgodilo nekaj, kar še danes ne vem, totalen blackout je prišel, ne spomnim se in tudi nisem se dosti še pozanimal, kam sem potem jaz šel, ker tam nisem stal. Na stadionu je bilo 80,000 ljudi, plesalih je na tisoče plesalcev, plesalk, ki plesa tam. To sploh nisem mogel misliti, da je to možno, da je toliko ljudi na kupu, pa da jaz tam s tisto baklo grem.
Dobro, nisem premišljal, koliko jih je še pred televizijskimi zasloni. Ne vem, kaj je bilo. V glavnem, to sem lepo speljal. In potem je Mizuno je bil oficialni sponzor olimpijskih iger, zakupil je, vem se spomnim, kako so milijoni dolarjev delali. Za $1 milijon je dal, da je lahko koristil Vučkota. In potem, če sem milijon šalov prodal z Vučkotom, je bil vložek še noter. In Mizuno me je povabil v svoje prostore, Japonci kot Japonci, vse v računalnik in vse ekran in vse. Mislim, da sem vesoljsko postavil stopil in me lepo obdarili z vsemi igricami, napravicami še. In to sta prvi, kad so prišle tridimenzionalne igrice in ko jaz pridem na Bled v Valeriji, mislim, da je bil moj tasta najbolj zagnan, še to dopustim dan vzel, da je lahko tiste igrice. Ja, ga brane. In to je bil pol iz tega olimpijskega muzeja, trener me je od zunaj že čakal, Honc me je že čakal, greva na Belašnico, potem tam pred skakalnicami. Čakal, je rekel, jo Charlie, ko mi je govoril zmeri. Rekel, zdaj pa tega filma, zdaj pa nisem filmski igralec, zdaj pa tega filma konc, veš, kaj moraš zdaj delati, ne? Se pojavim, zdaj se pa tekme začne. In sem tisto sekundo pozabil, da sem bil in na stadionu, in pa kaj, da nisem bil nič več v oblakih, sem se posvetil samo še športu in pa tekmo. Dal si v tem času že kar nekaj velikih tekem za sabo. Povej mi, a si imel kaj treme, a si imel kakšen obred pred tekmami, a si kaj posebenega naredil? Prvo sem zmeril tiste moje najljubše smuče skril pod poslo, čez noče sem jih dan prej, ker nismo imeli še serviserjev, ali sem jih tudi pod kovtor enkrat dal, ko sem bil takega zraven mene, da mi lahko kaj ušpičil. Kar se samega obreda tiče, sem ga imel, ja, priznam. Zmeri sem Bojana Križaja občudoval, ki je zmeri prednje štartu, je zmeri takole, ki palce drži, zmeri takole z rokami naredil. In to sem jaz naredil in prvič mi je odlegel in potem sem vsako tekmo tudi jaz takole naredil. Brez da sem se spomnil, sem takole že palce držal, pa ruknil kakor norce. Ivo, iz Svetega Duha si. Vemo, da tvoj sovaščan je bil tudi Jože Kuralt, pa potem iz Škofje Loke Boris Strel in tako dalje. Kako je bilo, ko ste se vrnili recimo iz velikih tekem, iz olimpijskih iger? Kako vas je Škofja Loka sprejela? To, kar sem že prej povedal, povabili smo bili v krajevno skupnost, na občino, potem, kako rekel, še na malce nazaj povrnil, Kuralt je bil moj sosed. In tam je bila taka ulica in ta zadnja hiša je bila od Jožeta. Tam se je rodil, pa tam je živel. In je rekel, no, to je pa, da se bo pa imenoval ne Sveti Duh, ampak to bo na tablicah, na hišah pisal ulica Športnika. In potem sem jaz v reprezentanco prišel pa na olimpijske, rekel, ti da se pa ne opisal ulica Športnika, ampak ulica 2 športnikov. To je bil Jožet bil zmeri tak je bil, izstopil je od vseh, če so vsi šli na desno, še on na levo. In v krajevni skupnosti so nas sprejeli za vseh večjih tekmovanj, tudi na občini, kot sem prej rekel, da so bile priznanja. In zdaj bi tudi povedal, pa škoda, ker gospoda župana ni tukaj, da bi se spodobil, ker Škofja Loka ima ogromno dobrih športnikov, imajo plezalce, imajo smučarje, pa še imajo smučarje. Kolajna na mladinskih, na festivalu mladini evropskem, v Sarajevu je Lučanka dobila srebrno medaljo v veleslalomu. In da bi se spodobil, da jih sprejmejo, da jim dajo vedeti, da so zaželjeni, da nekaj naredili za Škofjo Loko, ker mesto Škofja Loka, ker to mi Škofja Loka, politike ne nosijo po svetu ali pa po Sloveniji, pa po državi, ampak športniki. Smo imeli odlične plezalke, pa se jih zelo malo slišal od njih. Ivo, skoraj si šel še na 3. olimpijske igre. V olimpijskih igrah v Sarajevo je bilo 4-letno obdobje za naslednjih mojih 3. olimpijskih iger. 4 leta sem menila in 4 leta sem trdo delal, treniral kot prvo leto, ker pa v športu vedno ni bilo tako, kar dosežeš, to dobiš. Čeprav sem vedno mislil, da je šport pošten, kar se tega tiče, od
norm, do kvalifikacij, do vsega, ampak takrat je bilo še ogromno politike, ne vem, so bili ta levi ali ta desni močnejši, ali kjeri ta, kakšne barve so bili. V glavnem trenere smo imeli Štajerske, predsedstvo Smučarske zveze je bilo bolj v Ljubljani. In po 9 tekmah, ko sem bil najboljše rezultate, imel so določili enega Štajerske, trener je bil zadovoljen, pa z Ljubljane enega, tako da 88 leta sem jaz svojo športno kariero zaključil, ker se mi je smučarski tek se mi ni zagabil, ker drugače sem bil skoraj sem bil jim hvaležen, da so me ven usekali, da sem saj vedel, ker takrat bi še danes tekmoval, tako sem imel smučarski tek. Samo pač takrat sem rekel konc in konc. In vem, da ko sem se to odločil, sem že spokojno Henrik Iberlajsen govoril, rekel, Henči, kaj naj pa jaz delam zdaj, ker ta poklic, ki sem se jaz šolal, so ga že ukinil. V službo prav let nisem hodil, ker ki bi treba kartico štempljati, se mi kar zameglili pred očmi. Pa že 5 do 2 sem čakal pri rotarju, pa ne, da ne bi hotel delati. Se polk sem bil posla svojemu, sem še enkrat to delal, ampak pač nisem bil za nor. Nikoli nisem maral, da bi mogel kartico potegniti, pa še polk greš domov. Rekel, Iberlajs je rekel, ja, Ivo, zapomni se nekaj. Tudi če boš cesto pometal, pa če je boš najboljš pometal, boš velik gospod. Rekel, vsako delo je častno, tudi če imaš krmpo lopato v roki, vsako delo je častno, samo najboljš ga moraš narediti. In tega sem se jaz pol življenja držal, tako da me ni za obeno stvar sram poprijeti, ali je to krmp, lopata ali pa svečnik, ali pa da se usedem za računalnik. Po končani karieri si našel svoje poslanstvo v poslovnih vodah za nekaj časa. Ja, vmes sem še pol leta za vreme skrbel skupaj s Trontlom, ker sem bil v sončni upravi, nikamor nisem šel v službi. Doma sem bil pol leta, sem se 20 kil zredil, ker sem delal to, kar prej nisem delal, jedel pa pil pa ležal. Pol leta sem mi ponudil službo v Kranjski gori na Žičnicah, da bi imel šolo teka na smučeh. In vem, takrat je bila to prva šola teka na smučeh, vem, da že tudi Pavčič Janez rekel, ja, ne more on učiti šole, rekel, sedni tečaja pri meni naredil za smučar tekača. Mislim pa kot olimpijc, pa kot 12 let trdega dela v smučarskem teku, mi ga ni bilo treba. Sam bil sem smolo, sneg je bil samo v Tamarju in edine goste, ki sem imel, je bilo 5 Italijani. Poslovniš so jih pripeljali v Kranjsko goro, namestili v kompas, one pa lepo mene čakale, da sem pa še s kompijem jih pelem v Tamar, potem pa na progo, jed se trudil, da bi jim pokazal, kako se laufa, one pa lepo Slonček, pa večer me na ples vabile, pa v kazino, pa na gor ostanem, jaz pa sveže zaljubljen z vsak dan, da mu pa tudi danes bi šel, ker tiste Italijanke, upel sem ontih se tam. Do vsega smučarskega teka so podnesli samo en zlomljen noht. Zato padla, da je si nog zamila, debata 2 dni, nič od smučarskega teka ni bilo to. In pol poleti še nisem skristalizirano, kaj bom počel. V poslu sem rekel, kaj naj delam, in sem ostal še čez poletje v Kranjski gori. V Kranjski gori smo za šolo teka ni bilo, ker je bil še spomlad, in smo na Vitrancu kopali jarke, da ne bi, če dežuje, da ne bi smučišče odnesel dol v dolino, in vem, da smo šli proti Kranjski gori po poti in pride kombi, ki so šli s treninga, ne vem, mislim, da je bil že na jesen, da so šli z Dagštajna. Posmehovali, pa trobili, pa kaj delaš tam, pa vse jedno sem rekel, no, počakajte, se bom že izbral, pa bom že svoje zrihtal. In potem v Kranjski gori, kot takrat se ni dobil smučarske opreme na vsakem vogadu. Jaz kot velik prijatelj šefov Adidasa sem imel dresov precej, ampak enkrat jih je zmanjkali dresov, zmanjkali pa tudi denarja, kar sem ga od dresov dobil, sem rekel, jih bom pa začel sam šivati. In sem se z Kranjske gore vozil v Ljubljano, začel šivati, krojiti, in po 2 mesecih sem že prvo popoldansko šivil, in popoldne hodila k meni šivati. In potem se je pa začel to odpirati.
prvo leto še ne preveč, potem pa en zaposlen, še en zaposlen, in kmalu se je bilo 10-15. In takrat se je tudi začelo spremljati druge športe, atletko, veslanje. To sta bila moja prva dva paradna izdelka, ki sem jih jaz naredil. In spomnim se Lucerna, leta 1992, ne vem, so veslači zelo besedno niso imeli kaj za tekmo na Rdečem jezeru v Lucernu. In pride k meni, če bi jaz napravil, si rekel, ni problema, jutri so glasne, vem, da smo imeli en roller z blago, da smo jim pajkice naredili pa zgornji del in pol drug dan gledam na televiziji, sta Prešeren pa Prešeren pa Janša, mislim, da sta zmagala. In v dvojcu, in jaz vidim tiste moje izdelke gor, mislim, da so oba zjokala z Valerijo, da so nama solze tekle. Po tistem so prišli olimpijske igre v Barceloni in veslači, po tistem Lucernu so bili veslači takoj zanimivi, ko so dobre rezultate dosegli za druge popremljevalce, samo veslači so rekli, ne, Ivo nas je ta prvi napravil in Ivo nas bo napravil, kolikor časa bo hotel. Mi drugam ne gremo. In potem so bile olimpijske igre v Barceloni. Z Barcelono Iztok Čop, Dine Žvegl sta osvojila prvo slovensko medaljo na olimpijskih igrah. Potem še četverec, potem še Iztok pa Špik so še nadaljevali. Vse ti kolajne so dobro razen dveh so bile bolj narejene v naši delavnici, v naših oblačilih. In na to sem lahko pravično pozitiven, mislim, res lahko ponosen, da se je to naredil v naši delavnici za naše fante in za našo prvo slovensko olimpijsko kolajno. Bilo je pa tudi ena anekdota z atletskim klubom Saponija iz Osijeka, iz Hrvaške. Takrat je bila prva dama jugoslovanske po Veri Nikolič je bila prva dama Slobodanka Čolević, 100-metrašica. In mi smo takrat delali za Saponijo, jaz atletske drese še nisem prej delal, sem pogledal, kakšne izgledajo, in dva sem kupil, da sem malo pografal. Samo nisem bil pa pozoren na elastiko na kopalkah. In Slobodanka Čol kot šprinterka je bila lepo narejena in jaz gledam po televiziji, se Slobodanka trikrat se je popravila kopalke, pač se je izlezla tja, kamor sem imela za zlez. In druga grem trikrat njem telefona, kako bi se ji upravičil. Ta tretjič se pogumem, zavrtim številko, že vse kaj bom rekel, kaj si rekel, Slobodanka, šta je rekla, reče Ivo, si rekel, izviniš, nisem znal, prvi put sem to radio, pa ni šta Ivo ne sekiraj, se je rekel, pa so ljudi dobro guzico videli. In to je bil moj ta prvi špik za atletsko opremo. Potem smo, kar se mojega šivanja tiče, smo napravljali še potem Oxford, veslače iz Oxforda, smo jih opremili kompletno. Potem srpsko reprezentanco za London. In takrat, Juro se bo spomnil, ki je bil Adidas glavni opremljevalec slovenske reprezentance, ker so sam polovico materijala prišli, drugi bolj še na Kitajskem ustav. In takrat sem uskočil noter in smo bolj naredili za judo, kolesarje, atletko, veslače smo že tako delali, ekipni športi so bili pokriti. Skratka, sam prej sem zahteval od Adidasa, da se dal potrdilo, mislim, da lahko to delam, da ne bi rekel, da kopiram ali pa bilo kaj, da je plagiat ali kaj drugega. In vem, takrat je, mislim, da je Primož Kališnik napisal v Slovenske novice, Čarman napravlja gole Olimpijce. To je bil prvi naslovnice, no, sem rekel, kaj še bo tega. To je bil kaj, kar se mojega posla tiče. Takrat sem že tudi sodeloval z Matevžo Doma Langosa, ker sem napravljal njihove gojence noter, pa osebje in zdravnike. Skratka, veliko, napravljal sem specialno olimpijado, dolgo leta. Novinarje? Novinarje pa vem, novinarje bi pa skoraj pozabil, kot sem jih na konč šparal. Vem, da so bili paraplegiki, ki so prišli, imel sem takrat že, ne vem, 8 ali 9 šivili,
tudi eno, ki je za to skrbela, da jih je treba pomeriti, pa zrihtati, da bo vsem pasal, ki kombi prši, so se vse poskrili, tako da sem jaz z metrom pršel, pa smo vse pomerili in je bilo tipi-topi. Vsi so bili zadovoljni. Poleg teh samih oblačil za tekmovalce je bilo kar precej. Delali smo pa tudi 4 ali 5 let za svetovni pokal in pa svetovno prvenstvo v planici v poletih štartne številke. Potem, to je bilo do Kokine, 8 let nazaj smo jih pa pol nekaj, ker so pol Avstrijci, pri nas naročevali pa skozi Avstrijo, pol pa niso razili. Ivo, povedal si mi, da si nekaj let nazaj imel eno krizo. Ja. In si se iz te krize tudi pobral. Ja, posod so padci po vzponu. V športu, v familiji, v poslu, posod. Nikoli ni takole. Zmeraj so padci, vzponi. Vzponi, padci, vzponi. In res, 4-5 let nazaj se je to naredil tudi meni. Če si v športu, pa športnik, izbral sem se tak šport, kakor sem vložil čez leto, toliko sem tudi požel. V poslu je pa to čisto drugače, kakor je v športu bilo. Odvisen sem bil od pogodb, od plačil, od vsega skratka. Ni bil samo en člen v tej verigi, bilo je ogromno tega. In ko se en člen pretrga, se težko sestaviš, zataknil se pa zmeri pri plačilih. Ker pa sem imel, takrat nas je bil v firmi 15, to pomeni 15 šivil pa prodajalk, ki so bili odvisne od nas, ker so dobili osebni dohodek, v regrese smo redno plačevali vse stvari, so bili odvisni od njih in jaz tak, kot sem vlekel, se bom rešil vsega ven, ker pač pri plačilih se jim je zataknil, ker se eni niso držali roka, iztirjati se pa ni dal, ker so stečaj ugovorili, da je to čisto enostavno za tiste, ki so dolžni. In res, in potem so prišle razni dogodki, neprijetni, in to se je vlekli z dneva v dan. Zvečer, ko sem se zaspal, sem se že bal, kako se bom zbudil, kaj me vse čaka, kako. Skratka, tega pritiska nisem zdržal. In zatekel sem se k alkoholu. Nisem se mi bo to pomagalo. Pa, nažalost, če sem se ga zvečer na trobu, z drugega ni bil nič lažji, je bil samo še kakšen problem več. In to je nekaj časa trajalo. Potem je pa prišel trenutek, ko sem se odločil, da to nikamor ne pele in da je treba stvar vzeti v roke. Zjutraj se zbudim, 4 zjutraj se prvo zjokam na klopci in si rečem, Ivo, in vztrajna flaša te pa ne bo imela pod komando. Sem rekel, fertik, in sem sedel v plane, grem po Valerijo in to povem. In takrat je bilo pol, takrat sem se odločil, šel sem tudi, priznam, šel sem v Gorenjske Toplice, v Begunje vprašati, kaj naj naredim. So rekli, športniki ste taki. Najdaljša tekma, ki sem jo odlaufal, je bila Kenny Ludwig lauf čez 100 km. Rekel, če ima 100 km, pa boš toliko cajt laufal, da boš do konca prišel. Rekel, tako je pa za vsako stvarjo pri športnikih. In to čisto drži. Flaša je bila toliko cajt na mis, kolikor cajt ni bila prazna. 100 km sem toliko cajt laufal, da sem do konca prišel. Mislim pa, da sem se tako lahko odločil, pa da sem to z lahkoto prenesel, pa pol začel novo življenje, da ima veliko zaslug Valerija, ker mi je enkrat rekla zvečer, ker nisem bil čisto pri pravi pameti, ampak to sem se zapomnil. Ivo, kaj če se očetu kaj naredi, ker je bil že v letih, kako si boš ti cel življenje učitelj, da mu nisi mogel pomagati? Mislim, to je bil samo še kamenček v mozaiku, da sem jaz prišel v pameti in pa mu v tej priliki bi se v vsej prvi vrsti zahvalil in po vsem, ki ste danes tlele, če sem daj kakšno krivico naredil ali ga prizadel, da mi oprostil, ampak mislim, da to ni bilo. In pa dalo mi je misel tudi, Miro se dobro spomni na Rogli, ki smo bili v Zrečah, me je klub slovenskih KSO, klub slovenskih Olimpic povabil kot Olimpica v
Takrat, to sem vse pol nazaj v glavi premljeval, kaj sem naredil. Si glej, Olimpijci si bil, prve kolajne imaš, posel si bo, 15 familij si dobesedno živel. Žena imaš krasno, tasta taščev krasne, starše imam v redu. Skratka, nisem imel težke izbire, ki sem se mogel odločiti nadaljevati tisto bedo ali pa živeti normalno. In uspel mi je. Je bila to največja zmaga? Ja. To je bila največja zmaga. Ker imam dosti prijateljev, ki so že probali, pa jim ne rata. Jaz sem rekel, samo odločiti se moraš. Ja ni bolnice, ja ni zdravnika, ja ni psihologa. Samo sam sabo moraš razčistiti, točno moraš vedeti, kaj hočeš v življenju še narediti ali pa propadati. Ker od gor pa do dol je čisto samo dokle. Ivo, zmaguješ še naprej. Danes si še vedno tesno povezan z olimpijskim svetom, bomo tako rekli. Si v predsedstvu kluba slovenskih olimpijcev. Kako še sodeluješ, kako še deluješ? Ja, in zdaj je moj šef slovenskih olimpijcev in sem še v ekipi v Olimpijskem komiteju Slovenije, kjer imamo ravno drugi teden imamo sejo. Glejte, športniki prehit pozabijo, posebno tisti, ki so uspeli, mislim, ne doma uspeli, v tujini uspeli. Vsi športniki, ki uspejo, imajo, nekje začnejo. To so klubi, to so reprezentanci, to je Olimpijski komitej, to so svetovna prvenstva in olimpijske igre. In potem ga izstreli, kdor je dober, se je izstrelil v tujino. In takrat se nabere milijonov in velikrat pozabi, kje je začel. In tle je tisto, kar bi jaz apeliral na športnike, da nikoli to ne smejo pozabiti. Zato, ker tudi po končani karieri ne smeš pozabiti, da si bil olimpijec, da si bil reprezentant, da si bil klubski tekmovalec. In moraš po končani karieri pomagati tistimi, ki so za tabo. To pomeni sodelovati in s smučarijo, to je pa to moje področje, in z Olimpijskim komitejem in svojimi izkušnjami in znanjem, lahko marsikajšno, pri nas rečemo, vejco pripomogneš. In za svoje izkušnje in znanje in širjenje olimpijskega sveta ti je gospod Miro Cerar poleti 2018 izročil mednarodni olimpijski certifikat, to moramo povedati, veliko priznanje. Pa še nekaj, če ostanemo še malo pri olimpijskih igrah, nedolgo nazaj si se vrnil iz Sarajeva. Ja. Glejte, takole je. 15. junij 2018 je bil olimpijski dan v Ljubljani. In takrat smo izkoristili olimpijski dan in je Miro Cerar dal priznanje Vojinu Križaju, meni pa drugih nimam več. Mislim, da Miklavcu smo dobili olimpijski certifikat, na katerega sem zelo ponosen. Še bolj ponosen, ker ga sem Miro sam izločil, ker ga cenim. Potem, kaj smo rekla? Sarajeva si se vrnil nedolgo nazaj. Vučko, star 35 let, je končno dobil v Sloveniji bratranca. In hoteli smo, ker je bil festival, olimpijski festival mladih, Evropski olimpijski festival mladih v Sarajevo, smo to združili. Na povabilo Olimpijskega komiteja smo se člani Olimpijskega komiteja udeležili tega in pa jaz kot Vučko, ker tako me Bosni kličejo, in pa z olimpijsko baklo pridemo v Sarajevo in tam je bila prireditev, skratka, da je Vučko dobil slovensko maskoto z imenom Foxy. V dvorani tam, ko smo imeli to predstavitev tega, pa te pogovore, se je imenoval Lisičji vrlog. In lepa prireditev,
krasna, sicer se je zavlekla do poznih ur. In drug dan so šli, nekateri so šli gledati tekme na Belašnico, jaz sem se odpravil na Jahorino. Še prej pa povem, da so bili ti mladi tekmovalci v dvorani tudi, in jaz pogledam, 14 do 18 letnika sem bil, jaz tudi takle, sem bil 40 let nazaj, sem tudi takole gledal in ko sem jaz razlagal pred tekmovalci, pa bili so tudi iz Olimpijskega komiteja Sarajeva, pa naši olimpijci, malo sem bil tudi tremo, kakor sem je danes nekaj imel. Ko sem tam razlagal, kako je bilo z olimpijsko baklo in to, in sem videl tiste oči, da so besede požirali. Skratka, dober občutek je bil. In drug dan se pelem v Sarajevo gor na Pale, na Jahorino, in tako me je pelil gor. Nekaj sva govorila, se veste, da jaz ne znam biti dolgcaj tih. In vrta, pa povem, da sem jaz tisti, ki sem baklo prinesel na olimpijski stadion. Ti si ti vstal, telefonare. In pa je rekel, vozim ono kot človek, kako je direktno iz Amerike došel na Pali in pobjedil. Poznaješ Lasiča, poznaješ Lasiča tam. Jaz, petih mi naštevil, ne dva sem se spomnil, pa za vse sem rekel, da kako ga ne bi znal, znaš kako da ga ne bi znal. In to je trajalo do podne, vse brunarce smo skoraj ubrali, in čaja se napil tako, pa kavice, pa tam, skratka, sem stopil noter, ki je bil biatlonsko prizorišče na dvorišču, se imenuje, tist konc pod Jahorino noter. Napeljejo na brunarce, not pa tam so tekme, so se že odvijale, teh not pa komplet reševalna ekipa, in od prireditve so not lepo kavica, pušili, neče videl sem jo tom smrdu dol spet doma po tobaku. In to se je počas zaključil, se vrnem okoli 11. dopoldne v Sarajevo in se odpravim lepo počas v Olimpijski muzej. V Olimpijskem muzeju sem dal trenirko, tisto, ki sem letos tekel z olimpijsko baklo na otvoritvi. Imam tam, poleg Samarana je moje vitrine tam z mojo trenerko, z mojimi slikami, in pride predsednik Olimpijskega komiteja in bil vesel, kot jaz vse se srečala, in rekel, da ti zdaj predstavim gospod, je rekel, tesno sodelavko gospoda Samarana, Elvira Rahimi. Ona je bila najtesnejša sodelavka, ona je bila desna roka gospoda Samarana in pol kasneje v debati sem slišal, mislim, so mi povedali, da in Samaran in Elvira sta bila največja pozitivna krivca za to, da so dobili Sarajevčani olimpijske igre. In pridem noc k tej gospe Elviri, prijetna ženska, kakor jaz, in prav ta me predstavi, kdo sem, da sem nesel olimpijsko baklo, je rekla, olimpijskih kolajn se ogromno podeli, ogromno je rekla, ampak da bi prineseš olimpijsko baklo na stadion, je rekla, jih je pa 100 ali nekaj več. Tako da je meni ego zrasel do nebes. Pa je rekla, je mogo, da se slikam sa vama. Mislim, vidite sliko, ja bi vas molil, ko se ja mogo slikati z vama. In so se tam lepo slikala, je rekla, če sem že bil v Lozani, v muzeju, se je kot ne, da se žena odpravila v tja. In ker je pač nanesla na Lozano, pa na muzej, se je kot jaz, mi pa imamo naš artikel, ki smo ga doma naredili v vašem muzeju. In sem povedal zgodbo iz leta 2006, ki so bile olimpijske igre v Torinu. Jure Franko, Piero Gross, Alberto Tomba so dali pobudo, da peljejo na olimpijske igre v Torinu 33 otrok iz Kinderdorfa, SOS Kinderdorf iz Sarajeva. To je vas za tiste otroke, ki so izgubili starše v domovinskem ratu v 92. potem. In kje, tu smo prneli, Jure je dal idejo, kakšna naj majica zgleda, mi smo jih naredili, podarili, in jaz kot meril vse ta zadnjo sekundo delam, se nismo v Gorico pero, da je šel pol naprej v Torino. In to je bil tak dober občutek sam v Sarajevu, ki
ki sem ga doživel. Ivo, 20 let si že Miklavž in Valerija Angelček. Povej nam, s katerim plemenitim poslanstvom se še ukvarjaš danes? Miklavž sem res že 20 let. Tle imam dva angelčka. En je tale angelček zraven, ki je bil leta z mano na pediatrični kliniki. To je življenjski angelček. In pa Tof, ne vem, kako bi ti rekel, Miklavž nisi. In me še danes zanima, če te lahko zdaj vprašam, kako da si se glih name obrnil pa me izbral, a drugi niso zdržali, ali kako je to bilo? A si vedel, da sem edini jaz tisti, ki lahko to zdržim vse? Mi smo najprej ne glumce, pa so pol neki glumili. Takrat smo imeli časovno, so bila dosti skepti, kolo vzela pa tak, pa sem te enkrat rekel, bil ti Miklavž. In res... In pa smo, jaz smo do konca. In pa smo dobili v mestnem gledališču eno opremo, pa je Valerija rekla, tole ni nič, pa so še videli Italijo, pa so na odličili. To je Valerija. Ja. Res je bilo tako. Večji del opreme sva kupila v Rimu, tam imajo prav, kako? Nuncijatov. Nekaj v Ljubljani, nekaj smo še doma naredili do konca. Tako da sem bil takrat, kako si rekel, najlepši Miklavž. Samo poslanstvo Miklavža. Vsako leto, ko se bliža december, se posebej pripravljam, ker Miklavž na pediatrično kliniko, to ni težko. Z veseljem zmeraj grem, ampak me zmeraj imam strah v sebi, kako bo. Ker ko stopiš na hodnik in vidiš tiste lučke, ki te požirajo, eni so priklopljeni na aparate, eni so v izolacijskih sobah. In pogledaš ti gre na jok, pa ne smeš zaljubiti tudi kamen. Plešaste glavce. Vidiš vse, kar misliš, da to sploh ni možno. In takrat bi tudi, večkrat rečem, bi tudi kamen za joko, ko to vidiš. In najtežje pa je, to se mi je letos prvič naredil. Ta prvi šok je bil zame, ki je majhen plešasti fantek, brez las, ko je bil vse v klepu. Pa nek ti boš moj Miklavžek letos, boš pri meni spančko. Kaj ne rečem? In druga stvar, vstopa z angelčkom mojemu v izolacijsko sobo, vidim dva fanta, 15 let, star 16 let, kaj ne rečem? Darila sem imel za njih, kaj ne rečem? Od fuzbala se ne moramo zgovarjati, smušana tudi ne, da bi mu rekel, jutra boš že zdrav, boš videl, se mi ne bo rekel, ne moreš, nisem videl kaj in nisem videl, kako naj se s tistega ven zmažem, da bi ga v dobro voljo spravil, se je rekel, lej Miklavž, ti darilo prinesem. Je rekel, kaj pa je noter? Se ne vem. In potem je debata malo zlaufala, tako da smo se tudi posmejali malo, pa malo pogovorili, tako da se mi je tudi njima dan polepšal. Ker vsakeč, ko pridem tja, pa da vidim, da so bolj zadovoljni, kot čuki zapojejo, to v svoje pove, Ribič Pepe, riše, skit, karikature, vse. Letos je že Miklavž plesal, ne? Tako da je to in tak dogodek, ki se ga za celo leto zapolniš, pa ga pa vsako leto obnoviš. Ivo, in letos? Jaz bi se v tem primeru res zahvalil in Valeriji in Ivotu. Moram vam povedati, da tega Miklavža imamo za te otročke že 30 let. In moram priznati, da me zdaj kakšna lušna mladenka zaustavila. Jaz se vas pa spomnim, ker ste nas obiskali kot Miklavž, kaj, jaz bila bolan, ne, rekla sem imela raka, ampak sem bila ozdravela. Tako da imamo zdaj za letos, za prihodnje leto pripravljamo, da bi nekaj teh znanih, ki so bili znani že pred 20 leti in več, povabili na to Miklavževanje, da naredili tako nekaj dodatni program. Moram pa povedati samo to, kar mi je dr. Dolničeva rekla, vi s to ekipo tako pozitivno vplivate
na naše otroke, da pore ne par dni sploh ne rabijo zdravil. Tudi to je lepo slišati. Ker smo ravno pri tem, ko si omenil, da imaš v misli, da bi te že starejše povabo, ki so ozdraveli. V Škofji Loki je vsako leto teh 4 mostov. In z Valerijo sva že 2 let gruntala, kako bi te otroke usrečila, ne samo s tem, da sva kot na obisku, kot Miklavž in pa Angelček, da jih pripeljemo nekam malo v naravo ali na piknik ali na izlet ali bilo kaj. In letos nam je padla ideja, da bi, ker teh 4 mostov je to nočna tekma, da bi naredili dopoldne, ko so otroci vsi imeli svoje tekmovanje, da bi ti otroke, ki so male do 10-12 let, ni važna meja starosti, da bi jih povabili na ta tek 4 mostov, pa ni važno, da tečejo. To bo na 100-150 metrov po ulici, ali hodijo, ali jim starši pomagajo, ali jih kdo nese, da jim pomaga, da grejo med vrstnike, da vidijo, kako to je. In ta ideja je zelo odmevno odmevala tudi v organizacijskem odboru. Z Igorjem smo na vezi že precej. In zdaj je tudi Olimpijski komitej, z Alešem smo govorili, je dal nam podržko, ker poleg Miro bo tudi 15. junija, tam, mislim, sva že govorila, bojo tudi drugi znani olimpijci. In pa v Škofji Loki bo prvič prišel Foxy. In tako, da bomo za te otroke poskrbeli tako, da bojo vsaj tisti dan dobre volje, ampak mislim, da jim bo to za dolg časa ostalo spominjeno. Lahko Valerija. Bojo imeli štartno številko. Igor je tukaj med nami, bi se mu res zahvalila. Oni bojo izdelali za vsakega otroka posebej štartno številko z njegovim imenom. Številka je na naš namen samo, da se imajo otroci res lepo in da jim ljudje tam proste, da so zmagovalci tudi v tem pogledu. Vrjal je blazno. Skratka, bo Škofja Loka počela po širih se. Skratka, mislim, da če to naredimo za otroke, je to moje drugo poslanstvo, kar nam bo uspelo. No, vse tukaj se treba povezati z dr. Doničarjem, ker oni imajo naslove od vseh ozdravljenih otrok. Ker za te otroke ne reče, da so ozdravljeni, ampak da so zazdravljeni. Ker morajo še pol vsako leto hoditi na preglede, tako da imajo z njimi kontakte in tako da sploh ne bo problem, da bi te... Drugač pa to, če lahko zdaj tukaj nekaj povem, ker smo vsi skupaj. Igor je glavni, tega tam ne sedim, z njim bi sodeloval. Oni so se na prvem sestanku, brez da bi mi karkoli omenili, mi smo rekli, da ne želimo ničesar finančno, samo da se imajo otroci lepo, so oni rekli, 1 evro od vsake četrtnine gre za ustanovo za pomoč obolelih z rakom. S tem povabilom na teh 4 mostov, da pridemo podpirati otroke, mlade, bomo midva zaključila. Besedo predam vam, če ima kdo kakšno vprašanje za Ivota, prosim, vprašajte, sta zadosti izčrpna. No, jaz sem izvirano vprašanje novinarsko. Koliko časa bo še Miklavž? Ko sem me vprašal lansko leto na teku 4 mostov, me je Tanja Balaš vprašala, koliko se že štartal, pa koliko časa mislim še laufati na teku 4 mostov, sem rekel, še 40 let bom se štartal, pa imam pa dosti bom slovenstva. Če smo zakončali, jaz se vam zahvaljujem za obisk, sem bil zelo prijetno presenečen, sem zelo vesel, da ste se odzvali temu in če lahko še samo sekundico počakate. Joj, Ivo, hvala.